Dober dan, še v mojem imenu, tako kot ste že slišali in sem nekajkrat mahal že danes, tako v moje ime je Iztok Škerlič in bi začeli z drugim delom. Prihajam pa v bistvu z občinskega javnega zavoda, ki je bil ustanovljen z namenom izvajanja sodelovanja v Jadransko-jonski regiji, makroregiji, to je pač poseben, bomo rekli, projekt Evropske unije, združevanja regionalnih politik za razvoj in v okviru tega v bistvu tudi ta akcijski načrt, ki je, daje tudi, bomo rekli, poseben poudarek na sodelovanju v celotni regiji pri inovativnosti, ustvarjalnosti na 4 področjih, predvsem v bistvu modra rast, trajnostni turizem, transport in okolje, kjer tudi Slovenija to okolje tudi Slovenija koordinira. No, horizontalna, bomo rekli, ali pa vsestranska prioriteta pa je spodbujanje inovativnosti, zato tudi v bistvu sem bil zelo vesel, ko me je Pina povabila pri temu, da to koordiniramo in danes, kot že vidite, imamo kar nekaj kompetentnih govorcev in sicer bi v bistvu najprej začel s tem, da bi jih morda še enkrat predstavil. Aleš Lipnik, moj prvi z leve, z Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, potem je Kaja Cuk z Pine, imamo tudi Timoteja Pirjevca, vodja urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, Ireno Dolinšek, ravnateljico osnovne šole Anton Ukmar in Gabriela Dolinšek, ja, tako da, no, ravno sem hotel reči, da tudi moja bivša učiteljica, pa v bistvu nisem naredil dobre figure zdaj, tako da v redu, ja, ne, tako da ja. In še Iztok Družina, ravnatelj Srednje tehnične šole Koper, tako da v bistvu to je, kar se tiče naših govorcev. Zdaj pa bi dejansko uvodoma pač poudaril, da je seveda po uvodni predstavitvi in strani naših govorcev in predvsem Aleša Lipnika, ki bo imel predstavitev, je pa zelo zaželjeno, da v bistvu se vključujete v debato in ste aktivni, tako kot ste bili tudi v prvem delu. Upam, da ste se s kavo in kolački malo krepčali. Zdaj pa bi predal kar besedo Alešu, tako da prosim. Hvala za besedo. Poskušal bom biti čim manj dolgočasen in čim hitrejši in upam, da bom dal nekaj dobrih iztočnic za kasnejšo razpravo. Naključje je hotelo, da glede na vsebino te konference mi ravno zaključujemo projekt imenovan House of Brain Hub, ki vam ga bom na kratko predstavil. Morda še eno besedo o nas. Univerza na Primorskem, kot sem že povedal prej, je zelo široka tvorba z množico organizacij. To, kar smo uspeli, je to, da smo uspeli ustanoviti oziroma povezati deležnike, ki se ukvarjajo z razvojem podjetništva na univerzi. In se pravi, tukaj nisem samo kot Center za razvoj in prenos znanja, ampak tudi v vlogi oziroma v imenu kariernega centra in univerzitetnega inkubatorja. In tudi včasih, ko se zgodi, da je na sestanku, ne vem, Dorjan Maršič kot direktor univerzitetnega inkubatorja, isto, kot da sem na sestanku tudi jaz, ker namreč sedimo v skupnih prostorih oziroma smo sosedi in zelo tesno sodelujemo med sabo. Projekt House of Brain je bil nekako usmerjen v, ne bom bral tega, kar piše tukaj, ampak osnovna ideja je bila ta, ko neki mladi po zaključku šolanja stopijo v delovno razmerje podjetje, ta podjetja večkrat niso zadovoljna z njimi. Zakaj? Ker pravijo, da jih morajo še dodatno usposobiti za to, da bodo lahko začeli vračati oziroma prinašati neko korist podjetju. Skratka, da je tule nek mrtvi tek, po katerem pa znanja, ki jih pridobijo učenci oziroma mladi v šolskem procesu, študijskem procesu, še niso tista, ki jih potem podjetja potrebujejo, da bi lahko z njimi čim prej začeli delovati. Projekt je pač vključeval partnerji iz 4 držav, poleg Slovenije še Nemčijo, Italijo in Španijo.
ne bom bral, kdo vse so bili partnerji so v tem konzorciju. Tisto, kar bo pa morda zanimivo in bo tudi bistvo moje predstavitve, pa je, da smo v sklopu tega projekta naredili neko analizo podjetniških kompetenc med mladimi, ki so zaključili študije oziroma izobraževanje v vseh teh državah. V prvi fazi analizo potreb podjetij in v nadaljevanju oziroma v zaključku izdelali tudi en kurikulum izobraževalnih kompetenc, ki naj bi jih mladi imeli, če naj bi začeli čim bolj učinkovito in čim hitreje delati v podjetjih. Torej, če pogledamo to na kratko rezultate, glavna ugotovitev v vseh 4 državah je bila naslednja, stališča podjetij, da imajo pač diplomanti oziroma tisti, ki so zaključili šolanje, meni včasih zanese in potem pišem kar diplomanti, niso bili vključeni samo univerze, ampak tudi visoke šole in srednje šole do nekega nivoja, da imajo veliko teoretičnega, tudi veliko specifičnega znanja. Manjka jim pa določene veščine, ki bi bile potrebne, da bi bili v podjetjih učinkovitih. Nisem poudaril, to je, bom rekel, pripomba, ki je prišla iz Španije, prisotno je celo pubertetniško vedenje mladih, ki začenjajo svojo poklicno pot. Kot rezultat, mladi, ki so zaključijo šolanje, nekako potrebujejo preveč časa, da bi pridobili te sposobnosti za delovanje v podjetjih. Z metodologijo vam ne bom rekel preveč utrujal, naredili smo pač intervjuje med podjetji in tisto, kar smo ugotovili in bo morda zanimivo za kasnejšo razpravo je, kaj med tem rangom podjetniških kompetenc, ki so jih nekako navedli v prvi raziskavi, skupinsko delo, reševanje problemov, sposobnost prilagoditev na novo okolje, medkulturna komunikacija, osveščenost, kreativno mišljenje, prevzemanje tveganja, prepoznavanje priložnost, samopromocija, sposobnosti mreženja, ne bom bral vseh. Skratka, v vsaki državi so podjetja ocenjevala, kaj za nje pomeni, so prioritizirala te navedbe, oziroma te kompetence. In za slovenska podjetja se je izkazalo kot na prvem mestu tisto, kar naj bi mladim manjkalo, je medkulturna osveščenost. Vidite pač pod ena. Na drugem mestu sposobnost prevzemanja tveganj in na tretjem mestu skupinsko delo in organizacijske sposobnosti. To je bilo strani intervjuvanih slovenskih podjetij zaznano kot tisti največji gap oziroma morda kompetenca, ki so jo pogrešali pri mladih, ki so zaključili šolanje. V vseh vključenih državah je bilo skupno to, da so si želeli pri mladih več sposobnosti timskega dela, medkulturnega zavedanja, reflektivnega razmišljanja, dobre komunikacije, sposobnosti dobre komunikacije s strankami, sposobnost predstavljanja, vodenja projektov kot kompleksen proces, ki vključuje odločanje, postavljanje ciljev, izpolnjevanje ciljev, reševanje težav in pa različne mehke veščine. Nekateri so dodali tudi določene razmišljanja, ki jih mi v sami anketi nismo navedli. Tu sta bili dve, pač sposobnost razmišljanja out of the box, se pravi kreativnega, inovativnega razmišljanja, in pa sposobnost prilagajanja novemu okolju. Vsekakor skupna točka je bila konkretno uporabno znanje, tisto, ki naj bi ga podjetja potrebovala. Kaj pa je v teh državah bilo različnega, morda še to kot zanimivo. Samo v Nemčiji so imeli dve kompetenci, nenasilna komunikacija in pa usklajenost družinskega in poklicnega življenja. Zanimivo je, da je potreba po medkulturni komunikaciji bila zelo izražena kot nujna potreba v Sloveniji, v Španiji in v Nemčiji, medtem ko je v Italiji bila potreba po medkulturni komunikaciji zaznana kot nepotrebna. In pa v Španiji tisto, ki sem jo omenil že v samem začetku, da je pač zaznana potreba po bolj odraslem obnašanju mladih zaposlenih.
Dodatne ugotovitve, ki smo jih našli v Sloveniji, so pa, da dejansko majhna podjetja potrebujejo več znanj in spretnosti, ki so vezane na posameznika. Kar je po svoje logično, ne, majhna podjetja imajo manj zaposlenih, specializacija ni toliko prisotna, se pravi, zaposleni morajo biti sposobni upravljati več funkcij v podjetjih, več pristojnosti, se pravi, morajo biti bolj samostojne osebe kot take, medtem ko v večjih podjetjih so delovna mesta dosti bolj specializirana, profilirana in ni tako potrebno, bom rekel, niso tako potrebna široka znanja kot v malih in srednjih podjetjih. Tako nemško in slovensko poročilo sta poudarjala po zahtevo oziroma potrebo po praktičnih izkušnjah. Španci in Italijani so pa poudarili še, da diplomanti nimajo možnosti za razvijanje praktičnih znanj v času izobraževanja. Pričemer so Španci še posebej izpostavili to možnost učenja skozi delo. Jasno, tukaj se naš projekt ni končal, to je bil temelj za začetek našega dela, ne, kjer smo pač najprej morali te vsebine združiti, definirati metode usposabljanja in oblikovati nek tečaj, neke module veščin, ki smo jih ponudili samim udeležencem. Namreč naredili smo pilotna usposabljanja, na katerih smo dejansko definirali 11 korakov, 11 mehkih veščin, ki so jih ti mladi reševali na principu reševanja konkretnih problemov, ki so jih zastavila podjetja. Začeli smo pač od samo predstavitvenega modula, analiziranja podjetja, postavljanja ciljev, analize deležnikov, zopet ne bom vsega našteval, do zadnjega modula analize po zaključku. V ta izobraževanje smo ravno zaradi izražene zahteve po sposobnosti timskega dela in medkulturnega okolja oblikovali skupine, ki so bile mednarodne. 67 slušateljev je bilo pač razdeljenih v 9 različnih skupin z mednarodno sestavo. Rekrutirali smo jih ob koncu lanskega leta, do konca maja bojo pa trajala ta izobraževanja, ki pa so strogo mentorirana. Se pravi, vsaka skupina je dobila svojega mentorja ali 2 mentorja, ki ves čas spodbuja skupino, da izpelje posamezne korake. Jasno je, da to izobraževanje poteka v angleškem jeziku, to je bil pač pogoj za tiste, ki so se lahko vključevali noter, in pa preko spleta, skratka je pač nek spletna platforma postavljena, ki to omogoča. Končne ugotovitve tega še niso znane, projekt se bo zaključil jeseni sicer, ampak lahko pa že generalno neke zaključke projekta pokažemo. Ne glede na tisto prvo analizo, ki sem jo postavil, analizo potreb podjetij, ki sem jo postavil na začetku, se je treba zavedati nekaj. Ne. Podjetja razmišljajo izrazito kratkoročno. So pač usmerjena na ustvarjanje dobička in to je, ni, bom rekel, totalno v sozvočju z raziskovalnimi inštitucijami, kjer pač gledamo bolj dolgoročno na generacije, ki prihajajo, ki odhajajo. Tudi same spremembe izobraževalnih programov niso, bom rekel, možne tako hitre kot recimo sprememba nekega proizvodnega procesa, če se izkaže, da je na trgu povečano povpraševanje ali pa da zanimanja več ni. Tako da ne glede na to, da si podjetja želijo bolj praktično orientirane izobraževalne programe, obstaja neko razhajanje med tistimi potrebami podjetij in potrebami dejansko učencev in šole, ki pač želi razviti, izobraziti neko celovito osebnost, ne samo z oskimi nekimi praktičnimi znanji, ki bo lahko upravljala samo eno delo, ampak nekega kritičnega posameznika, ki bo dobro deloval v družbi kot v celoti. In glede na to, da izobraževalnih programov ne moremo spreminjati čez noč, in jaz sicer za srednje šole in osnovne šole ne poznam nastanka tega kurikuluma tako dobro kot recimo za univerze, lahko povem, da sicer priprava študijskega programa zahteva sodelovanje tudi podjetij, da dajo pač svoje mnenje na novo akreditirane študijske programe, vendar je ta, bom rekel, udeležba dostikrat relativno pasivna, se pravi, ne dobimo prav
konkretnih rezultatov oziroma inputov ali pa predvsem toliko širokih in toliko daljnosežnih, da bi jih lahko brez večjih adaptacij vključili v nek tak študijski program, ki šele prihaja. Evo, to je bilo z moje za ogrevanje, bom rekel, dovolj, ne? Hvala za pozornost, mislim pa, da bomo v razpravi lahko še kaj o tem povedali. No, na to, ta reakcija je v bistvu z aplavzom, mislim, da je več kot povedala to, kar si vsi mislimo, in verjamem, da je v bistvu odprla kup vprašanj, vendar glede na začetno napako se moramo dolžiti in dam besedo Gabrieli Dolinšek. Hkrati pa v bistvu napovem, da Iztok družina se bo pač mogel malček prej verjetno nas zapustiti, tako da v bistvu potem bom takoj predal naprej, tako da prosim Gabriela. Hvala, Iztok. Ja, mislim, da je gospod Lipnik dal zelo veliko resnic, kar se pa v šoli zelo dobro vsi zavedamo. Mi vemo, da v šolo pride 6-letnik in odide 15-letnik in 9 let je v naših rokah. To pomeni, da je naša odgovornost, kaj bomo z tega otroka naredili. Vemo pa, da bo ta otrok stopil na trg dela mogoče čez 20, 25 ali 30 let. In v tem času se bo marsikaj spremenilo, ne samo na področju družbe, ampak predvsem na področju trga dela. In zato je naš pogled vedno usmerjen naprej. Naprej v prihodnost, da tega učenca od 6-letnika do 14-letnika mu damo čim več veščin in ga okrepimo. Tukaj v začetku bi jaz rada mogoče poudarila. Eno je podjetnost, v bistvu, ki je nekako ena osebnostna lastnost, drugo je pa podjetništvo. In tukaj zdaj v bistvu zavedamo se obeh pomembnih aktivnosti, če tako rečemo. Prva naša osnovna naloga v osnovni šoli je podjetnost. To pomeni okrepiti otroka vsemi temi, kar je on zelo lepo, mislim, da jih je bilo tam kar nekaj, ne vem, 20 ali koliko. 11 modulov je iz tega nastavlja. Ko so. 22, od vsega. To pomeni inovativnost, vsekakor, samostojnost, biti drzen, odločen, sprejemati tudi odgovornost, znati timsko sodelovati, znati se prilagoditi, znati svoje sanje ali pa svoje cilje saj malo popeljati do konca. To so veščine, ki jih žal mi ugotavljamo, da imamo kar zahtevno nalogo na tem področju. Zaradi česa? Zaradi okolja. Okolje je predvsem v tistih prvih letih šolanja, bomo rekli, kar lepo varovalno. In imamo tu v bistvu veliko dela, da nekako uspemo prepričati, da je v tem ranem otroškem obdobju zelo pomembno, da otroku povemo, kaj pomeni delo, kaj pomeni njegova odgovornost, tem samostojnost in da on, danes je bilo prej že nekako rečeno, začuti tudi posledice tega, da mora svojo odgovornost in svoje ne, recimo, delo ali nekako ne dorečenost čutiti na svojem dejanju. To je recimo ena zelo pomembno in to je podjetnost. In ker se tega zavedamo in ker je naš šolski sistem zelo normiran, vse je določeno, vse je normirano, vse je predpisano, predstavnik kabineta vlade nam je lepo tudi povedal, ministrstvo. Vendar v tem sistemu šolskem so učni načrti. Tako kot je bilo že povedano, notri so vkomponirane te cilji podjetnosti, podjetništva. Lepo, vemo, da papir prenese vse.
vendar je odvisno pol od izvajalca, koliko je usposobljen to predati in s kakšnimi metodami in načinami to prenese v to našo šolsko populacijo. To je pa, bomo rekli, kar en krog od vrtca, šole, srednje šole, univerze, predvsem pedagoške, koliko imamo teh veščin posegati v to področje, ki je pa nujno potrebno. Govorim zdaj že o podjetništvu. Če se tega zavemo in če smo drzni v šoli, vemo, da sistem gre eno smer in je kontroliran. Je na šoli naloga, da išče inovativne poti. Ne toliko finance, ker nikoli nam ni nobenega denarja, se ne branimo, ampak bolj inovativne poti, to pomeni projekte, kot jih ponavadi imenujemo. In osebno mislim, da govorim za mojo šolo, imamo zelo lepe izkušnje prav s Pino, ki sodelujemo v projektu The Basket, ki je prav usmerjen v to področje. To pomeni iskanje učnih strategij na različnih področjih in kako upeljati v šolo, s katero metodo, s katero dobro prakso, upeljati, da bi otroke, bom porabila besedo, okrepili te sposobnosti, te podjetnosti, ki se pozneje lahko razvije tudi v podjetništvo. Ni rečeno, lahko podjetnost rabimo tudi konkretno dobrega učitelja, ki je podjetna. Mislim, tem je v bistvu ta zanimiva. Potem recimo en drugi projekt, ki ga je gospod omenil, to je projekt, ki ga je razpisalo ministrstvo in ki tudi en košček zaposluje, je ta razvijanje v bistvu kompetenc podjetnosti in mreženje med šolami, je sigurno en doprinos. Kajti projekti pa ciljno usmerijo v to aktivnost. Kajti učni programi razprši. In zdaj, če ti je to všeč, boš to poučeval, boš iskal metode. Če ti ni, se boš malo izognil, boš da napisal samo mogoče en učni cilj in boš šel mimo. Projekti so pa ciljno usmerjeni in zato so to dobri projekti. Ali pa recimo projekt, kjer dobiš posebej zaposlitev učitelja, ustreznega strokovnega kadra in on se samo s tem ukvarja. In zakaj je to dobro? Zato, ker on je svoboden, ker on lahko ustvarja. To nam v šolskem sistemu včasih, sam sistem, nas malo ovira. In zato pravim, da moramo biti v šoli drzni. Drzni v iskanju vseh poti in v vključevanju v okolje. Brez okolja naredimo invalide z otrok. To pomeni v okolju, v katerem živi. Dom upokojencev, Rdeči križ, Titus, Hidrija, ne vem, srednja tehnična šola, kakorkoli z okoljem v času njegovega osnovnošolskega izobraževanja. No, jaz bi prav v tem duhu predal besedo prav... Marija, hvala, to je pa moja prva ravnateljica. Tudi moja. Tako da gremo naprej do Istoka, v bistvu prav v smislu tem, kar je bilo povedano. Vi ste imeli kar nekaj iniciativ v tej smeri in tema je tudi, bomo rekli, vključevanje nevladnih organizacij, neformalnega izobraževanja. Vi ste imeli tega kar nekaj konkretnih delavnic, tako da predlagam, da nekaj tega konkretno izpostaviš. Hvala. Lahko tu i kričim. Ma nisem navajen, dobro. Ne bom. Ne v šoli se tega ne počne. No, tako, mogoče bi začel s tem, da je bila srednja tehnička šola letos, mislim, da je bilo nekje februarja meseca uvrščena med 7 najbolj inovativnih ustanov, izobraževalnih ustanov v Sloveniji. To je, ja, po eni strani jaz lahko to jemljem kot veliko čast in priznanje, po drugi strani mi je pa žal in se sprašujem, kje so vsi ostali. Ker če pogledam, kaj smo mi naredili, v primerjavi s tem, kaj bi lahko naredili, mislim, da imamo veliko rezerve.
To, kar je povedala Gabriela pred menoj, Gabriela, hvala, tukaj ni nobene moje bivše ravnateljice, tako da lahko povem kaj drugega. Sodelujemo v bistvu, lahko rečem, da sodelujemo z vsemi, ki so pripravljeni sodelovati z nami in kjer nekako najdemo kakšen skupni imenovalec. Seveda v interesu najprej v lastnem in potem tudi seveda tako kot v vsakem drugem biznisu, za dober biznis morate biti zadovoljni oba in pokazati oba, vsak mora imeti svojo korist, pa naj bo to materialna, nematerialna, kakršnakoli. Sodelujemo z univerzitetnim inkubatorjem, pri nas na šoli imamo tudi delujoči medpodjetniški izobraževalni center, preko katerega sodelujemo z, lahko rečem, z vsemi vidnimi podjetji, ki se ukvarjajo s stvarmi naše branže, sodelujemo z osnovnimi šolami, tako kot sem z mestno občino Koper. Mislim pa, da je predvsem dejstvo, da smo bili uvrščeni med prvih 7 v sferi inovativnosti in ustvarjalnosti, da gre predvsem tukaj, gre za človeški faktor. Tako kot je rekla pred menoj kolegica Gabriela, ti rabiš pravega človeka na pravem mestu in sam sistem nam tukaj ne pomaga, kvečemo bi lahko rekel, da nas ovira, ampak potem je tukaj stvar iznajdljivosti ali, če hočete, podjetnosti in drznosti ravnatelja in timar, ki sam ne moreš narediti nič, da potem to stvar nekako spelje. Vi ste zagotovo slišali lansko leto, da smo lansirali eno zadevo, ki je bil čisto naš projekt in nič ni bilo vključeno, ne ministrstvo in razen mestne občine Koper in nekaj podjetij, ki je pokazalo svoj interes, ko smo naredili to famozno raketo, ki je, lahko rečem, drzna, podjetna, ustvarjalna, inovativna, gre za zadevo, ki je vozilo, ki je konceptirano v bistvu hibrid vozila na raketni in električni pogon. Mi smo se, takoj ko smo se lotili tega, smo se zavedali, da je to zadeva, ki verjetno nikoli ne bo šla v proizvodnjo, da je avtomobilska industrija, da bo šla v drugo smer. Ampak glede na to, da smo šola, da nismo konec koncev neka profitna organizacija, ki je namen v bistvu bogateti, ampak nuditi oziroma spodbujati pri naših dijakih, ki so ravno vmes med Gabrielinimi in potem tisti, ki pridejo na univerzo, starostne stopnje, se pravi tam od 15 do 19 let, da jim na ta način ponudimo mogoče kakšno zadevo, ki ni zapisana v nobenem kurikulu in ki po vsej verjetnosti tudi v najkrajšem času ne bo. Gre za timsko sodelovanje, gre za sodelovanje z gospodarstvom, gre za sodelovanje z znanstveno sfero in tako naprej. Še enkrat moram reči, res se moram še enkrat zahvaliti tukaj mestni občini Koper, tudi osebno gospodu Timoteju, ki ima posluh za takšne stvari, ki so lani podprli našo raketo. Letos so spet podprli eno zadevo, s katero boste seznanjeni tam nekje, mislim, da konec septembra, začetku oktobra meseca. Je pa tako, tako kot sem rekel na začetku, vse je odvisno od ljudi, potrebuješ drznega mentorja, ki si upa kar se od njega mogoče v šolskem sistemu ne potrebuje se sodelovanje z gospodarstvom. Moram vam povedati tukaj tudi, da so gospodarstveniki zelo pripravljeni sodelovati tako in drugače, da so recimo pri teh projektih sodelovali vodilni inženirji iz firm, ki jih je prej Gabriela naštevala, bodisi Titus, Hiderja in tako naprej. Tudi za njih je to en izziv in konec koncev tudi tržna niša, tako ker na ta način pridejo tudi do dijakov oziroma bodočih zaposlenih, tistih, ki si jih najbolj želijo. Mene je bilo najbolj me je fasciniralo pri vsej tej zadevi, naprimer pri tem lanskem projektu, pri tej raketi, to, da je iz te ekipe fantov, ki so dejansko na tem projektu porabili na tisoče in tisoče ur in je to bilo poleg šolskega dela, da so bili to dijaki zaključnega letnika, ki so v zaključni letnik poleg vseh naporov in časa, ki so jih vložili v ta projekt, tudi učno izboljšali svoj uspeh, da so bili zelo uspešni potem tudi na zaključku šolanja, na maturi, poklicni maturi, da je večina teh fantov ali zaposlenih, ali so dobili štipendije za nadaljni študij. Jaz mislim, da je to pot, ki je mogoče, ne vem, mogoče za koga izgleda, da je že prehojena velika pot, meni se mi zdi, da smo šele na začetku in kaj ne rečem, tako bomo tudi vztrajali in kdor je pripravljen z nami sodelovati, vabljen še naprej.
hvala. Zdaj po prvih treh, bomo rekli, govorcih bi vprašal, če je kakšno vprašanje v bistvu do sedaj, bi kdo želel kaj izpostaviti, da vas malo spodbudim k interaktivnosti. Prosim. Ja, tako, bom se spet jaz oglasila, no, tudi to seveda mi je zelo všeč, dragoceno in to je to, kar smo tudi v prvem delu govorili, nekaj o tem povezovanju, ampak samo res je ena taka moja observacija. V prvem delu je bilo izpostavljeno to, kako je mlade strah in kako imajo težave s samopodobo, kar tudi opažamo, ne. Ampak to, kar si Iztok povedal, ne, zanimivo, oni so izboljšali učni uspeh, kljub temu, da so imeli enormno več dela. Zakaj? Zato, ker so bila prepoznana njihova močna področja, ker smo jim dali priložnost in na ta način potem tudi dvigajo samopodobo in so potem tudi bolj dejavni, ne. Teh mladih najbrž ne bo potem strah iskati svoje poti v nadaljnih poklicnih poteh, ne. Hvala, ja. Kako se to prične? Testist. Jaz iz mojih izkušenj, ki jih imam dost, priznam, da je srednja tehnična šola Koper najboljša srednja šola na obali. En aplavz za to šolo, ne. Nič ne boste rekli, ne. Ker tu so se... Moram reči, da danes smo skujši kot na kakšni politični zadevi. Še dodam, ne bo nič hudega. Tu so se zbirali otroci oziroma učenci iz tistega roba, spodnjega roba uspeha. In so tu doživeli srečo pri ustvarjanju. Še eno vprašanje, gospod dr. Aleš Lipnik. Ali ste to raziskovanje vaše posredovali vašemu zboru profesorskem? Hvala za vprašanje. Še ne, iz preprostega razloga, ker moramo do zaključnih ugotovitev še priti, bomo rekel, bomo pa definitivno. Ker vzrok tega je v njih. Kakšna replika na to? Mislim, da je pa treba delati na tem področju. Na Lipniku je prva naloga. Ja. Tako da ti je položena velika odgovornost. Zdaj bom moral govoriti. Ne, to, kar je povedala gospa Mahnetova, vsekakor drži. Videli smo sliko šolske učilnice izpred 100 let, recimo v nekem šolskem muzeju, kjer je bila pač, so bile klopi, kreda in tabla in učitelj, ki je učil. Če pogledamo naše predavalnice, dostikrat se lahko zgodi tudi, da še zmeraj vidimo isto sliko, se pravi kredo, tablo in pa klopi, šibe ni več, recimo, je skrita, je skrita. Res je, to šolanje oziroma izobraževanje je sploh univerzitetno, je pred enim velikim izzivom. Še ko sem jaz sam hodil na univerzo kot študent, je bilo jasno. Profesor je imel dostop do informacij, do katerih jaz nisem imel. In nam jih je posredoval. Ena knjiga je bila v knjižnici, 500 študentov je bilo 450, recimo na fakulteti, nemogoče je bilo do tiste knjige priti. Danes je stvar drugačna. Vsak študent vzame računalnik in dobi 5-krat toliko informacij, kot jih ima profesor, če si le dovolj časa vzame. In ni več stvar profesorja podajati vsebine. Stvar profesorja je naučiti študente, da bojo ločili med dobrimi, pravimi, nepravimi, zavajajočimi informacijami, ki imajo težo. Če dam primer cepljenja otrok. Na spletu najdete, bom rekel, resne članke o tem, zakaj je cepljenje nujno potrebno, če se ne bomo cepili, bomo vsi pomrli zaradi kakšne epidemije.
Po drugi strani boste našli podatek, ne, da zaradi cepljenja umre več ljudi kot zaradi kužnih bolezni, zoper katerih je to cepljenje namenjeno. Ne. Kaj je res? Verjetno resnica nekje vmes. Ne. In mi moramo dejansko vzgojiti razmišljujočega človeka. Ne. Imamo pametne telefone, imamo pametne stavbe, pametna mesta, pametne tovarne, zdaj govorimo. Mi rabimo pametno družbo. In o tem pa ne govorimo, ne? Mi rabimo pametno družbo. Ne? Evo, toliko v obrambo moje naloge. Ja, preden bi šli naprej z vprašanji iz publike, da tako rečem, ali pa iz tega dela okrogle mize, mislim, da je bila to, kar je povedal tudi Aleš, dobra istočnica za predstavnico Pine, tako da v bistvu bi prosil, da pokomentira in poda tudi njeno oziroma vaše videnje. Lep pozdrav. Jaz bom mogoče začela, že kaj naprejšnja tema se kar močno na zaposlovanje navezovala, je en pregovor, ki pa po moje niti ni toliko napačen v Sloveniji, in sicer, da tabornik sigurno ni brezposeln. Izhaja iz preprostega koncepta, da delo v nevladni organizaciji ti da veščine in neko samozavest in ene kompetence, ki mogoče niso na papirju strokovne kompetence, so pa, kot je vidno tudi iz raziskave, mogoče tisti del, ki na koncu dela razliko. In še bolj kot to je podjetništvo ali pa podjetje kot tako v bistvu refleksija družbe. In to, kar v tem trenutku se dogaja, način, kako se podjetja spreminjajo, je v bistvu prilagajanje na družbo, ki je ugotovila, da mogoče neka smer razvoja ni pravilna. In nevladna organizacija s svojo majhnostjo, fleksibilnostjo in načinom dela je tista, ki verjetno prva lahko uspešno zajame val teh sprememb, neobremenjeno od vse papirologije in sistemov, učnih načrtov in drugih zadev, ki pritičajo javnim institucijam in formalnim izobraževalnim sistemom. Pri čemer pa verjetno je ključen izziv za nas, kako se vseeno predstaviti kompetentne, zaupanja vredne in tiste, ki v končni fazi javne izobraževalne institucije s svojimi nalogami lahko in smejo in odgovorno spustijo v prostor svojih otrok, učencev ali karkoli drugega. Pina, kaj na tem področju dela in ugotavlja, je najprej, da je v Sloveniji izjemno težko napram sosednjima državama Italiji in Hrvaški prebiti se v formalne izobraževalne sisteme mimo posebnih izobraževalnih dnevov, recimo Dan Evrope, te povabijo. Ne vem, nekaj drugega te povabijo. Težko pa je, da ti postaneš del 10-urne vsebine pri predmetu sociologije, zato da predavaš o državljanski vzgoji, ki, dajmo biti iskreni, neformalni sektor dosti boljše pokriva kot kakšnakoli vladna ali pa državna ali pa fakultetna inštitucija, ki pripravlja različne politike na to temo. Pina je preden je začela delati v Sloveniji z srednjimi šolami, žal začela svoje delo ali pa na srečo v Italiji in na Hrvaškem. In preko uspešnih praks z tržaškimi srednjimi šolami, zanimivo z učitelji na Hrvaški, v Hrvaški Istri, ker smo preko regije dobili priložnost delati, se nam je potem počasi začel odpirati tudi ta prostor v Sloveniji. Mogoče to je neka točka, ki bi jo bilo potrebno skupaj razmisliti, kako ta proces za oboje omogočiti lažje in nekaj, kar lahko prispeva pri nekih temah, sigurno pomembno. Druga stvar, ki je mogoče za začetek, obstaja ena zelo aktualna raziskava, ki se je delala na pobudo Evropske komisije, in sicer študija učinka neformalnega izobraževanja v sicer mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih oseb v Evropi. Gre za neverjetno korelacijo, kako mladinsko delo in mladinske organizacije razvijajo kar 5 od 6 najpogostejših iskanih lastnostih, mehkih veščin, ki jih podjetja zahtevajo.
Jaz mislim, da to je ena taka študija, s katero bi Urad za mladino pri vseh politikah, ki na večinski meri trenutno padajo na Zavod za zaposlovanje, ne vem, kaj še tukaj, kar je dobro in so pomembna inštitucija, pa je vseeno nekaj, kar bi se moglo vzeti v razmislek pri vseh politikah zaposlovanja. In tretja stvar, mogoče čisto iz praktičnih izkušenj Pine, in tu sem zelo vesela, da je prej gospod državni sekretar omenil, da bojo sedaj ukrepi pritičli na gimnazije. Kje mi vidimo največji izziv, ko pridemo do podjetništva? To je v izobraževalnih sistemih, ki izrazito temelijo na prenašanju teoretskih, zelo pomembnih konceptov in gre za učence, dijake, študente, ki so dobesedno, če nimajo lastne iniciative, odrezani od trga dela. Ko smo mi izvajali 3 leta nazaj en zelo obsežen projekt EUCT na pobudo Evropske komisije in Urada Republike Slovenije za komuniciranje, smo vstopili v 36 srednjih šol. Tam smo izvajali 3-urne delavnice, v bistvu na nek način projektnega dela na realnih problemih, ki so vezani na mlade. Kaj smo ugotovili? Da prihaja do izjemnega razkoraka v sposobnosti praktičnega razmišljanja gimnazijcev in dijakov srednjih tehničnih šol. To take razlike, da enostavni koncepti kot razumevanje budžeta, sredstev, ki so ti na voljo, koliko stvar v praksi stane, koliko časa porabiš za to, da neko stvar izpelješ, kaj je sploh realno v danih okvirih, so bile za gimnazijce enostavno nepredstavljivi koncepti. Do tega, da potem pridemo do nam ljube univerze na Primorskem, ki nam mora biti ponos, in študentje, ki jih naprošamo, če pridejo na prakse k nam. Študenti, ki jih hočemo povezati na nek način, pa nam reče, ja, kako naj se študiram, nimam časa. Nimam časa delati prazno, in potem dobimo 26-letne osebe, ki nas že enkrat želijo delati v nevladnem sektorju, biti takoj za to plačeno brez ene praktične izkušnje do 26. leta na trgu delovne sile, zato ker so delali vse prav. Oni so delali to, kar sistem spodbuja, so bili zelo pridni študentje, ki napram drugim pridnim študentom ali pa manj pridnim študentom, ki se jim je samo posvetlilo, ki so jim starši rekli, ali pa ker jih je nešče napotil k tabornikom, k skautom, k podjetjem, imajo poleg teh odličnih ocen ali pa malo manj odličnih ocen eno kopico znanj, ki so dejansko vredne nekaj v tem trenutku, ko iščeš delovno mesto. Tako da z tega vidika mislimo in zastopamo stališče, da je ključno, da se nevladni sektor vključi in formalno izobraževanje že zelo zgodaj in da so te vezi tako trajne, da posameznik, in to tabornikom treba priznati, odlično uspeva, ker uspejo zadržati malega 5-letnega tabornika do tam 16. leta, ker so struktura, ki jim to deluje. Rdeči križ s svojimi letovanji mogoče nekaj podobnega poskuša. Zadržati to osebo, da pridobiva ob formalnem izobraževanju dodatna znanja, ki so priznana, hkrati pa ne prelagati vsega na šolo in reči, ja, zdaj šola mora še vedeti svet podjetništva, šola se mora vedeti družbene odgovornosti, šola se mora vedeti ekologije, ampak enostavno razume, da na trgu so tudi nevladniki, ki to delo odlično pokrivajo, in se jih vključiti ustrezno, tako da ne bo rabila šola iskati financiranje za te ljudi, ali pa nevladni sektor, ampak neka višja struktura, ki bo verjetno obema inštancama dala priložnost, da delajo skupaj. Toliko. Hvala. Tudi seveda vezen aplaus danes. Želeli ste morda kaj dodati k temu, oziroma predhodno ste se javili za vprašanje, ali... Samo to sem hotela dodati, ko je prej gospa Mahnetova rekla, da ima gospod Aleš Lipnik veliko dela, da je treba začeti, jaz bom spet ponovila, potrebno je začeti v vrtcu, že v predšolski ustanovi, z vzgojo k temu, ampak je bilo to zdaj tudi, bom rekla, v nadaljevanju nekaj na to temo omenjeno, tako da tega ne bi zdaj ponavljala. Hvala. Več postorjeno. Ja. No, jaz bi tukaj zdaj v bistvu veliko krat se reče, da občina more vse narediti, ne, in vse potem se zatečejo tako z univerze, z vrtca, z osnovne šole, vsi k uradu za družbene dejavnosti, tako da Timotej, verjamem, da ti imaš kar en lep pregled na tem, da lahko
kar vse malo pokomentiraš, kar smo rekli in tudi seveda tvoje mnenje na to v bistvu, kaj bi mogla vse občina narediti in kaj lahko naredi. Hvala za besedo, Iztok. Ja, verjetno marsikaj mora še narediti, marsikaj mora še skomunicirati. Jaz pri svojem razmišljanju se bom zdaj naslovil nekje na 3 osnove. Prva je GEM ali GEM analiza, ki jo delajo v celotni Evropi za 22 evropskih držav, ki naj bi si odgovorila, kako gospodarska oziroma kako podjetnost vpliva na gospodarsko aktivnost in drugič, katere so tiste vladne politike, ki naj bi vplivale na dvig podjetnosti. Drugič je podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ne vem, če ste to že kaj obdelali, in tretjič so pa moja malo osebna razmišljanja, ki ni nujno, da so vodilo občine. Pa vendar, prvič GEM analiza, ne bom je celotni predstavljal, ampak mogoče en podatek, ki mi je ostal v spominu, to je ta, da je v Sloveniji strah pred neuspehom, se pravi odločanje za iti ali ne iti v podjetništvo, relativno nizek, verjetno v nasprotju z našim splošnim prepričanjem. Povprečje Evrope je 46,6%, medtem ko je v Sloveniji 33,8%. To me je pozitivno presenetilo. Bom se pa bolj naslonil na enega od 4 stebrov te GEM ali pa GEM analize in to so okvirni pogoji za podjetništvo, ki nam govorijo o tem po posameznih parametrih, kje se Slovenija glede na povprečje Evrope in kje je kot država glede na ostale države rangirana. Govorimo o tistih bolj ekstremih, se pravi bolj o minusih, kjer smo nekje na repu lestvice. In zanimivo, šele na 17. mestu smo glede izobraževanja in usposabljanja v osnovnih šolah in srednjih šolah, kar se tiče za podjetništvo. Smo na 17. mestu tudi, kar se tiče vladnih politik, regulative. Smo na 19. mestu glede finančnih podpor za podjetništvo. Smo na 21. mestu, na predzadnjem, glede kulturnih in družbenih norm glede podjetništva. Plus, velik plus pa smo, mislim, da najboljši rezultat smo dosegli glede notranjega trga in dinamičnosti, ne vem zdaj, kaj točno to opredeljuje, ampak smo na 6. mestu. Skratka, mislim, da je podjetništvo v Sloveniji, vsaj iz teh parametrov, relativno slabo percipirano. To je prva zgodba. Druga so podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in vseeno mislim, da je prav, da se tudi na te podatke naslonimo. Govorimo o stopnji brezposelnosti, ki se sedaj znižuje. Povprečna stopnja brezposelnosti Slovenije, podatek je ni tako star, verjamem, da so novejši podatki, sicer za marec 2017. Povprečna stopnja brezposelnosti, govorimo o registrirani brezposelnosti, ne pa o anketni, je 11,2. V občini Koper 9,8. To je nekako klasično mestna občina Koper kot največja občina v območni enoti ima nekje okoli 2 odstotni točki niže stopnjo brezposelnosti, kot je slovensko povprečje. Zanimiv je drugi podatek, registrirana stopnja brezposelnih oseb starih do 29 oseb. Let, ja, pardon. V Sloveniji 20,4, v občini Koper 16,4. Glede na to, da so prisotni tudi iz ostalih občin, občina Piran 16, Izola 14,9. Skratka, smo relativno dobri na tem področju. Mladi do 29, okoli 5 odstotnih točk niže, kot je slovensko povprečje. Zdaj pa še moje osebno opažanje, ki ga seveda, glede na to, da imam dolg in velik nos, moram na njega zanesti. In izhajam iz podobne okrogle mize, ki smo imeli enkrat na Centru mladih Koper, mislim, da je bilo to več kot 1 leto nazaj, v organizaciji ali mreže Mama ali Urada za mladino, kjer so bili prisotni tudi različni akteri, par mlajših oseb in smo se pogovarjali o problematiki. Prišli smo do srža problema, kje vidi mladina največji problem.
Seveda problem so službe. Problem so službe, redna zaposlitev, redni dohodek, kar je povezano z osamosvojitvijo, z nakupom stanovanja ali pa najemom in tako naprej. In teza je bila postavljena, oziroma trditev, ni služb, ni rednih služb. Verjetno nič novega. Bojim se, da bo ta trditev vedno bolj prisotna tudi v prihodnosti. Zato, ko je šla debata naprej v smeri podjetništva in podjetnosti, sem dobil občutek, da je ta tema nekako negativno sprejeta. Seveda, vsi bi si želeli redno službo, jaz sem lahko zadovoljen, ker jo imam redno plačo, vsak dan, ne vem, vsak mesec 7. dobim nakazilo, ampak menim, da moramo, na nas je, naloga je, da poskušamo to percepcijo spremeniti. To negativno konotacijo, ki jo ima podjetništvo in z njim, mislim, podjetnost, zmožnost prilagajanja na spremembe, menim, da je naša naloga jo spremeniti. Zavedati se moramo, da leta 1991 smo se odločili, da gremo po novi poti, da stopimo na nov vlak. Ne govorimo o političnem sistemu, temveč o ekonomsko-gospodarskem sistemu in to je naše dejstvo. Mi menim, da moramo iti po poti, po kateri gre pretežni del Evrope ali pa vsaj razvita Evropa. In zato smo tudi v letošnjem proračunu občine zagotovili sicer ne tako visoka sredstva, vendar sredstva za začetek programa, s katerimi bi želeli to percepcijo, fokusirano na mlade, spremeniti. Mi kot občina seveda, zelo nesramno rekel, dobesedno nimamo pojma. Seveda, mi smo lahko uradniki, ki izdajamo sklepe, sprejemamo odloke, vendar ne vemo točno, kaj se dogaja na terenu. Zato smo v naša razmišljanja vključili vsaj tiste institucije, tako nevladne kot vladne, da poskušamo skupaj razmišljati, kje so tiste vrzeli na področju mladih in podjetništva, ki še niso zapolnjene. Z nami so sodelovali tako PINA, kot Center mladih Koper, kot Rotunda, kot regionalni razvojni center, kot univerzitetni inkubator in bili smo skupina, ki smo se do sedaj sestali, mislim, da ali 4-krat ali 5-krat in smo nekako malo brainstormali, kaj bi bilo dejansko najboljše narediti, vsaj v našem okolju. Mi moramo se zavedati, smo omejeni na naše občinske meje. In moja prva razmišljanja seveda so šla v smeri, da je potrebno okrepiti vedenja o podjetnosti in o podjetništvu, na kar sem dobil lepo primerno hladen tuš, kar je tudi pravilno, da je teh informacij že preveč. In smo se odločili, da gremo kljub temu v nek sistem Lijaka, kjer poskušamo preko nabora mladih, pri čemer so mladi od navzdol nismo omejevali, ampak do 35 let smo jih nekako opredelili, vključiti v nek način razmišljanja, razvijanja poslovnih idej, rešitve problemov, ki jih postavijo tako gospodarstvo, kakor lokalna skupnost. Upamo, želimo, da se bo program začel izvajati sredina septembra, da bo do konca decembra tudi končan. Želimo tudi, da iz tega Lijaka počasi pridemo določene skupine, ki bo med seboj nekako z rešitvijo ideje, z rešitvijami tekmovala in na koncu bo tudi ustrezno nagrajena. Skratka, menim, da si moramo pogledati, postaviti sami pred sebe ogledalo, da moramo vedeti, na katerem območju živimo, da smo v Evropi, da smo se odločili za nek ekonomski sistem in da je podjetnost in predvsem prilagodljivost na spremembe največji kapital, če tako lahko rečem, za vse mlade, ki boste ali pa ste sedaj na trgu dela in ko boste v prihodnosti na trgu dela. Naloga nas je, da to pozitivno komuniciramo. Ni nič napačnega, če si ali podjetnik, če si prilagodljiv, če se znajdeš. Hvala. Hvala. Zdaj bi pa jaz dal še besedo nazaj Iztoku, ker v bistvu se... Ja, pa aplauz smo postavili. Bi Iztoku še dal besedo, prosim.
Ja, jaz se vam zahvaljujem vsem skupaj najprej za vabilo, da ste mi dali priložnost tukaj danes pregovoriti par besed. Res se mi mudi, sem tašen sem, ne, si naredim več stvari, mogoče si zastavim, kot je potrebno. Mogoče je to podjetno, mogoče ni, ne vem, bomo videli, kakšni bojo rezultati. Morda samo besedo, prej mislim, da gospodična Kaja, ste omenili prej, da ste bili v prvem delu, da je bil tukaj gospod državni sekretar kabineta predsednika vlade, ustanovitelj in generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva itd., ki je govoril o podjetnosti oziroma o kompetencah gimnazijcev napram ostalih srednješolcev. Meni sem zelo vesel, da je to povedal, kar vam je povedal, upam, da je to tudi res. Imam pa manjši pomislek. Ne, to sem jaz povedala. To ste vi povedali. Ok, dobro. Če ste pa vi povedali, pa toliko lepše. Te ugotovitve zagotovo držijo. Zagotovo je šolski sistem, obstoječi šolski sistem, pa bodi si ali, ne vem, splošni, če govorimo o splošnem izobraževanju, kot so gimnazije, kot so recimo splošne gimnazije, strokovne gimnazije in tako naprej. In če jih primerjamo s strokovnimi poklicnimi šolami oziroma SSI programi, kot naprimer strojni tehnik, elektrotehnik in tako naprej, da so ti gimnazijci dosti bolj. Jaz sem bil tudi gimnazic, verjamem, tako kar vas tukaj vidim, verjetno tudi dosti, ker še ne bil tudi moj dijak. Da so bolj, ne vem, učno orientirani in tako naprej in da potem, ko končajo šolanje, niso opremljeni s kompetencami, ki bi jih v bistvu, ki so danes nujne za kakršnokoli obliko podjetnosti. Bojim se pa, da smo tukaj priča enemu novemu fenomenu, da je to posledica dejansko zmanjšanega upisa na gimnazije. Če je to namen vsega tega, ne vem, spreminjanja spet enega obstoječega sistema, samo to, da je to, ne vem, prilagajanje, bom rekel temu, pritiskom lokalnih interesov za to, da se šole ne zapirajo in odpuščajo učitelji, potem smo naredili eno brco v prazno. Jaz mislim, da je tukaj poglavitno to, kar mogoče je pred mano povedal dr. Lipnik, pa zdaj Timotej, pa tudi Gabriela. Jaz mislim, da je tukaj poglavitno to, da je uspeh zagotavlja samo sodelovanje. Pa ne samo sodelovanje na papirju, tako kot ok, zdaj pa mi sodelujemo s to firmo, pa s tisto firmo, ali pa s to vladno organizacijo ali nevladno organizacijo ali z mestno občino ali s komerkoli, ampak da gre tukaj resnično za povezovanje na enih neformalnih osnovah in predvsem iz enega vzgiba, ki je, tako kot sem rekel na začetku, ki je verjetno odvisen od tega, kakšni smo ljudje, kakšen je naš konec koncev tudi interes. Lahko govorimo tudi, v končni fazi lahko govorimo tudi o denarju. Brez denarja ni nič. Jaz mislim, da to, jaz sicer po izobrazbi nisem ekonomist, ampak mi je to že precej časa tudi jasno. Jaz mislim, da je to, kar smo omenili prej, tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in ne vem, in če govorimo tukaj o mladini in tako naprej, da obstaja veliko razpisov, ki jih razpisujejo razni skladi, bodi si evropski, bodi si neevropski, lokalni, regionalni in tako naprej, kjer smo šole, pa če govorim zase oziroma za srednjo tehniško šolo, kjer smo bosi, mi za sodelovanje na teh razpisih in za pridobivanje teh sredstev nimamo ne kadra, ne znanja. Jaz mislim, da je tukaj priložnost za vas, za nevladne organizacije, za ljudi, pa konec koncev tudi za podjetniki, ki se s tem ukvarjajo, profesionalno ukvarjajo. Tako, jaz upam, da vam nisem zdaj dal preveč stvari za debatirati. Zahvaljujem se vam še enkrat za povabilo in za priložnost, da ste mi dali danes tukaj spregovoriti. Moram iti naprej. Hvala lepa, Iztok. Hvala, Iztok. No, jaz bi sedaj po tem krogu in v bistvu ob zaključku vsem slišen res dal rad bi želel slišati kakšen nasvet vsem nam glede tega, kar ste slišali in ja, bi seveda prosil
da v tem smislu kakšen konkreten. Torej, slišali smo, denarja je dovolj, slišali smo v bistvu, da odprtost je, slišali smo, da občine si prizadevajo pri tem, tudi v bistvu ta, ki danes gostuje ta posvet, zdaj pa v bistvu kakšen nasvet od morda tudi podjetnika, kako naj to delamo. Okay, hvala, Iztok. No, jaz sicer že dolgo nisem več tipičen podjetnik, čeprav sem po izobrazbi diplomiran ekonomist in da bo še hujše iz denarništva in financ, ampak pustimo to. Meni je na en način pravzaprav zanimivo in simpatično, kako ste zelo dobro zbrali druščino tukaj, ki je danes na okrogli mizi, tudi zato, ker praktično z vsemi sodelujem in Iztok, že kar si vprašal po navdihu, ne. Jaz sem začel delati leta nazaj, pustimo, da sem bil v biznisu, informatiki ali kjerkoli že, ampak dejansko, ko sem stopil spet po tolikih letih v naravo in ko sem začel delovati bolj z naravo, pustimo, živimo v Semedeli, res, da imamo vrtiček in tako dalje, ampak kaj hočem povedati? Tudi gospa Dolinšek, ko sva se dobila pred 3/4 leta, mi je to lepo rekla, otroke moramo povezati z naravo. Frekvence možganov delujejo drugače, ko smo v naravi in povezani z naravi, kot ko smo nekje, ne bom rekel, zaprti dobesedno, ampak tega se moramo zavedati. Ne? In tudi, ko delamo sonaravne stvari in delamo stvari bolj s srcem in simpatično, imajo drugo frekvenco, kot če jih delamo samo zato, ker jih moramo. Ne? In danes je družba tako fokusirana, da smo to aktivno pozabili pravzaprav in tudi našim otrokom sevamo v veliki meri nekaj drugega. To, kar vam zdaj govorim, sta me pravzaprav na en način nazaj naučila moja 2 otroka, ki sta stara skoraj 12 in 14, ki sta moja najboljša učitelja. In ta izjava prej, da ta bornik ne bo brezposelen, izjemno drži. Ne? In to iz 2 razlogov, kot sem rekel, zato, ker se uči biti samostojen in iznajdljiv in zato, ker je bolj povezan z naravo in mu možgani drugače funkcionirajo, dobesedno drugače. Ne? Tako da jaz bi nam rekel, na vseh nas je, da se zavemo, da vsak od nas lahko ogromno naredi. To je prva točka in druga, ko smo povezani, lahko naredimo še bistveno več. In to je pravzaprav vse, ko bomo to razumeli, smo že zmagali. Hvala. Ja, jaz ne vem, če se gospa Mahne za nalaž drži za glavo, ko je to slišala, ali v bistvu samo zaradi drugih stvari, ker mislim, da v bistvu vi to že nekaj desetletij promovirate na različne načine, tako da mislim, da... Torej se strinjam s tem, kar gospod pred mano povedal. To smo že z Dolinškovo delali pred desetletji to in to ugotovili. Ampak ne bi zdaj jaz svoje izkušnje in kaj zdaj delam, tudi še vedno delam za mlade, z mladimi, torej jih privabljam k delu in k mini zaslužki. Torej, še vedno sem na tem področju. Ampak to ne bom zdaj govorila, ker bi bil čas. Hočem dati eno pobudo. Torej, te izkušnje imam, pa tudi te izkušnje, ki jih je za vami ta gospod z izobraževanje. To imam jaz isto izkušnje. Ko pridejo z univerze, so jim zablokirane glave z ogromnim znanjem. Ko jim daš ti nekaj, da iz tega prostora nekaj naredijo svojega, zakrnijo. Ne ve, kaj bom jaz kot zobozdravnik naredil to? Nimaš, ni. Ampak ko z njimi delaš en sam dan ali en sam večer, se jim odpre in v 3 dnevih naredijo neverjetno svoj projekt. Ko jim odpreš, da jih ne ovira tisto znanje, ki ga imajo noter, ki ga univerza daje, ampak da se sprostijo, potem je to uspeh. Hočem samo dati eno pobudo, da nehamo govoriti, da današnja mladina nima možnosti. Ker ima ogromno možnosti, glede na naše generacije in že generacije potem, ima vesoljske možnosti. Samo jih moramo
pritegniti noter, jih moramo spodbuditi, jih moramo, ne vem kaj, šibo nagnati, da začnejo misliti svojo glavo. Imajmo. Torej, nehajmo govoriti, da nimajo možnosti, lepo prosim. In druga moja pobuda je, da torej vsi ti, ki smo jih danes poslušali, in tudi, najbrž tudi vi, delate z mladimi. V tem krogu, mladi za mlade, pa prosite one dolge gor, če vam pomagajo. Damo pobudo, bodite drzni vi, ki ste na mestih. Vsi projekti, ki se izvajajo iz državnih sredstev, vsi projekti, ki se izvajajo iz evropskih sredstev, naj imajo samo en pogoj v razpisni dokumentaciji. Pogoj, da v ta projekt sprejmejo vsaj enega mladega strokovnjaka iz teh področij. Pogoj, ob katerem dobijo tudi tisti, ki se prijavljajo, točke. In potem bo iz vrha dol mogoče prišel interes do teh mladih strokovnjakov. Prosim, jaz sem temu gospodu sekretarju tako po žensko ga prosila, da da to naprej, ampak gospod od Pine je rekel, da se to ne da, gospod je rekel, da se to ne da. Prosim, bodite drzni, kot sem jaz danes, ki vas vse razburjam. V redu? Sprejmete to pobudo, je kakšen novinar tu? Ne, sprejmemo to pobudo tudi ampak tudi brez novinarjev, v smislu, da seveda, žal pa v bistvu nismo mi tisti, ki odločamo. Prosim, ne tega govoriti, ste vi tisti. Ja, torej, v redu. Moram poslušati svojo prvo ravnateljico, tako da to je to. Sprejmemo pobudo. Ne, vse v redu. Jaz bi, prosim, sem prekinil morda. Ne, samo to sem prišla, zato sem prišla sem, ker drugače me tako kolegica poznate. Tako da definitivno zdaj pač bolj kot više, kot do državnega sekretarja v vladi v bistvu težje pridemo, ampak če bo potrebno, bomo tudi to naredili. Potrebno je, ker se bo rešil problem, verjemite. Vsekakor, ampak jaz bi tle še podal v bistvu, ker da smo tudi lokalno zastopani, strani tudi predstavnikov šol iz Izole, bi v bistvu morda en komentar ali pa eno izkušnjo tudi iz največje srednje šole na Obali, bi prosil en komentar na povedano. Ja, mi smo zdaj največja šola zaradi tega, ker smo se združili, ampak nimam vključeno, se opravičujem. Zdaj na podlagi združitve smo postali največja šola v Izoli, srednja šola Izola, bili smo pa prisotni tudi prej še starim imenom, ker nas mogoče nekateri poznate, ko smo bili še srednja gostinska in turistična šola. Mi smo na isti lokaciji, tista druga šola, ki se je pa k nam pridružila, oziroma moram biti pravična, skupaj smo se združili, je pa zdravstvena šola. In zdaj delujemo pod enim imenom, srednja šola Izola, čeprav smo lokacijsko na dveh različnih mestih. No in jaz bi lahko povedala, ker malo več vem, tam, kjer sem zaposlena, na srednji šoli Izola na spodnji lokaciji, da smo mi v sklopu podjetništva sodelovali z Univerzitetnim inkubatorjem Primorske pri projektu spodbujanje podjetništva pri mladih. Jaz sama tudi, bom povedala, moja stroka je ekonomija in poučujem določene predmete in imamo mogoče 12, 15, 16 ur podjetništva. Samo s temi urami se dejansko nič kaj dosti ne da narediti, ampak poskušamo to vključevati notri in mlade spodbujati in smo zdaj s tem univerzitetnim centrom naredili kar en dober projekt z njimi. Našle so se dobre ideje, ki bodo mogoče nekatere tudi ugledale luč sveta.
Potem pa mi kot šola tudi pri drugih zadevah sodelujemo, in sicer z našimi turističnimi produkti smo sodelovali v projektu Več znanja za več turizma in potem tudi predstavili te izdelke oziroma storitve naših dijakov na sejmu Alpe Adria, turizem in prosti čas. Potem še ena druga zadeva, kjer sodelujemo in se pokažejo naše ideje bodočih podjetnikov, mladi turistični vodnik, in kjerkoli so naši dijaki sodelovali, so dobre rezultate dosegli. Toliko. Iz korektnosti, seveda. No, jaz bi mogoče še izval Alberta Mancina, ki že dolgo let pospešuje podjetništvo, predvsem v občini Piran, tako da naredimo en tak skoraj celoten krog obale, tako da, Alberto, bi tudi tebe prosil za en komentar ali pa kakšen nasvet. No, hvala. Center deluje že nekaj let, poleg splošnega podjetnega svetovanja, kar je namenjeno predvsem začetnikom, pa ne glede na starost podjetnikov, torej da lažje vstopijo v ta podjetniški svet. Imamo tudi poseben projekt, to je podpora mladim podjetnikom. Seveda to gre na leta, ne glede na izkušnje, ki so jih imeli prej. Torej ne glede na nivo izobrazbe, da bi povečali kompetence in zaposljivost. Točno to, kar ste prej že velikokrat omenili, težava je v tem, da ko oseba konča šolanje, praktičnih kompetenc pa nima in se težko vključi v svet dela ali pa tako rekoč tudi podjetništva. Veliko lažje je, da po šoli se nekje zaposli in čez nekaj let preskoči na podjetništvo. Težko je pa direktno iz šole postati podjetnik. In prav tu vstopamo z tem posebnim programom, sicer smo zelo omejeni, ampak za 6 mesecev določena skupina mladih podjetnikov svetujemo in jim najdemo za silo tudi poslovni prostor. To je zelo dobrodošlo, zato ker tak mlad podjetnik nima ne časa, ne kompetenc, da bi najdel vse možne tudi pomoči, ki jih nudi država, Zavod za zaposlovanje ali pa druge inštitucije, in zato, da se nekdo ukvarja s tem področjem, da se lahko podjetnik ukvarja samo svojo osnovno dejavnost, je velik plus. In zdaj vodimo že 4. skupino, sicer skupine nihajo do 4 članov, ampak vsak je že, nobeden ni še zaprl teh podjetnikov, in mislim, da naslednji mesec pa boste tudi prebrali kaj več. Namreč enemu je uspelo patentirati njegovo idejo o pomorstvu, predstavljena je bila na internautiki, ki se je pravkar končala, in kaj več pa o vtisku mogoče v naslednjem mesecu. Hvala. Super, bravo, en aplavz. Tako bi še kdo od vas govorcu še kaj dodal, morda spet Gabriela? Ja, v bistvu veliko razmišljanj imamo, mislim, da samo aktivno moramo začeti, v bistvu že počnemo. Ne smemo čakati, da bo kdo to uzakonil, da bo to nekdo rekel, od zdaj pa naprej pa morate to delati. Jaz pravim, prostor je. Mi, ki delamo z mladimi, še enkrat poudarim, je na nas odgovornost, da jih opremimo z vsemi temi strategijami, in če ni to znotraj kurikuluma, je treba iskati možnosti od zunaj.
In teh je veliko. Tu lahko, pa ne zato, ker sedi na moji desni strani, ampak resnično program, ki ga ponuja, to pomeni dodatno financiranje nadstandardnega programa, ki ga ponuja mestna občina vsem šolam v Kopru, je bogat. In da se tudi z teh sredstev usmeriti v to dobro idejo razvijanja podjetnosti in tudi mogoče za osnovne šole v podjetniško žilico. Jaz bi se morda vrnil zdaj ob koncu prav na izhodišče in moram reči, da v bistvu v raziskavi glede medkulturnosti bi tako pač pomislil kot nekdo, ki je večjezičen, ki v bistvu se zaveda, da v bistvu so narodi v svojem okolju, ki nima problemov v bistvu iti v nobeno od sosednjih držav. Je pa zanimivo, da je to tudi vseeno v Sloveniji, ta medkulturnost kot veščina je v bistvu bila največjo, zaznana v raziskavi kot največje pomanjkanje. In tu bi rad res slišal še koga, zakaj je temu tako v bistvu. Sej dejansko, bom rekel, 2-milijonski narod, ki je praktično čezmejen v 100 kilometrov vseeno okoli, ne bi smelo biti tako. Meni je to zelo presenetilo. Ne vem, če bi kdo od vas to v bistvu pokomentiral. Ali je kakšna metodološka napaka? Lahko jaz pokomentiram. In sicer bom pokomentiral z eno anekdoto. Kolega mi je razlagal, da je imel sošolko na fakulteti pa ne bom zdaj točno na to regijo, bom rekel, to posploševal, ampak iz bohinjskega konca, ki se je poročila v sosednjo vas. Med tablama, ko se je prva vas končala in druga začela, mislim, da je 25 metrov. Naslednjih 25 let so govorili, da je priseljenka. Ja, in jaz mislim, da je to ena taka značilnost, ki ima, ne bom rekel, da je edini vzrok, ampak zagotovo je to na nek način malo tudi kulturno pogojeno. Mi smo majhen narod, ki je pač nekako edino, kar znamo, očitno je znamo preživeti, oziroma kar znamo najboljše, ne glede na to, katera vojska gre čez. In v okviru tega verjetno smo si privzgojili neke samoohranitvene lastnosti, ki morda rezultirajo tudi v tem. Mislim pa, da je bila tam le še... Istrijan, preko katerega so šli Italijani, Francozi, Avstrijci, ne vem še kdo, reče, ko si prišel, boš tudi šel. To je to. To je zgodovina. Zaradi zgodovine smo taki in tako smo se ohranili. So odšli. Ampak, če smem, dejstvo je, da se saj v to območje priobalno, pa se bom spomnila prav nate, pred mnogimi leti smo delali eno raziskovalno nalogo, starostno strukturo na Markovcu. Takrat se je to še lahko delalo, danes bi to že bil verjetno kakšen problem. In smo takrat ugotovili, še zdaj vem, pa je bil on zraven te akcije, da je bilo 35% v bistvu drugega prebivalstva na Markovcu takrat. Danes je to samo, mislim, da je slika tam. In konc koncev jaz se sprašujem, mi že toliko let živimo, pa živimo dobro. Tako da mogoče ta raziskava še vedno, jaz pravim, vse živimo, ampak skupaj s skupnimi interesi znamo ustvarjati. Potem se pa mogoče v posameznih segmentih se pa ločimo. Tako da jaz tukaj bi šla bolj v pozitivno smer in ne bi si to jemala toliko, da nas to ovira pri nadaljnih razvojih sodelovanja, podjetništva in tako naprej. To je bilo Dušana Bordona. Ne, to je bil Anton Ukmar. Pa tudi tam ste začeli. Anton Ukmar je to bil. No, zato v bistvu morda tudi to rezultira v temu, da ne vem, kakšne so, boš ali ti dopolnil, glede naše v bistvu primorske, glede podjetništva, obrtništva, ali so v bistvu
mu rekel, je na 1000 prebivalcev ali kakorkoli več podjetništva, ravno zaradi tega, ker po mojem smo bolj sposobni sprejemati to različnost kot drugje po Sloveniji. Vsaj to je moje mišljenje. Zdaj pa vidim, da morda Pina se ne strinja, tako da sem vesel. Jaz bi mogoče samo dopolnila. Ena stvar, ki je na voljo za mlade, je Evropska prostovoljna služba. Gre za program, ki je poleg Erasmus študentskih izmenjav na nek način odprl Evropo za mlade in omogočal, da se mladi v živo lahko in spoznajo z neko drugo kulturo in so delni. Za razliko mogoče od programa Erasmus+, za katerega je značilno, da se v državi gostiteljici vendarle družiš večinsko z drugimi Erasmus študenti, ne spoznavaš toliko lokalnega okolja, je Evropska prostovoljna služba nekaj, kjer si dosti bolj integriran v okolje. Ravno v tem prostoru sta trenutno 2 IVS prostovoljca, ki sta trije IVS prostovoljci, ki so pri nas. Slovenija je na repu držav potem, koliko IVS prostovoljcev se iz Slovenije odloči v tujino. Sej to, mislim, po mojem to potrjuje, da nam je tu lepo in v bistvu, da tudi vsakega sprejmemo, ki pride, ne? To v bistvu po mojem je potrditev tega, kar smo povedali, ampak no, da se vrnem v bistvu tudi k tej zadevi, ker torej glede tega bomo rekli, da smo usposobljeni, tako da če gremo naprej po tisti raziskavi, prevzem tveganja, v bistvu tudi smo slišali, da smo dejansko, bomo rekli, podpovprečno zaskrbljeni glede tega. Zdaj, morda delo v skupini, organizacija nam še ostane, kjer bi lahko več naredili vsi skupaj, pa slišali smo, da po mojem ravno na teh 2 točkah šolski sistem kot tak ne more zaradi svoje okalupiranosti ponujati nekih dodatnih možnosti in je tukaj v bistvu priložnost za nevladne in neformalno izobraževanje v bistvu, da spodbuja to timsko delo in boljšo organiziranost, ki, bom rekel, to tudi za naš mediteranski prostor organiziranost seveda je vedno lahko boljša. Tako da ne vem, za zaključek morda, če se strinjate z mano, da bi se na te 2 aktivnosti morda bolj fokusiralo kot na ostale, ki jih imamo zaradi zgodovinskih in drugih okolij malo bolj izoblikovane kot povprečje. Se bom spet oglasil jaz, da ne bi bil narobe razumljen od tistega, kar sem prej povedal. Dejstvo je, da je en imperativ majhne države, kar Slovenija je, da je treba sodelovati, da se je treba odpreti, da je treba iti ven. Ne nazadnje, recimo mi kot center smo člani te Evropske podjetniške mreže Enterprise Europe Network. Ravno s tem namenom, ker pa zagovarjamo, da vsako podjetje, ki želi biti uspešno, mora iti ven, kar na obali niti ni težko. Sej, bom rekel, hitro trčimo, bom rekel, na neko tujo državo, v katerokoli smer gremo. In tudi za Slovenijo kot celoto to velja. Druga stvar, bi se pa navezal na to isto, kar si ti povedal, sodelovanje. In bom povedal, bom rekel en primer, ki ga bomo vsi razumeli, ker smo z Primorske, in sicer to je problem oljčne muhe. Na primer oljčne muhe bom povedal. Vsak ima doma eno oljko, najmanj, vsak ima problem oljčne muhe. Kako zatreti oljčno muho? Tehnološka rešitev, močnejše škropivo. Vrak je v tem, da oljčna muha razvija rezistenco. Kaj je druga stvar? Večkrat špricati. Nasnažimo okolje. Kaj je rešitev? Sodelovanje. Če bi vsi novali špricali isti dan, bi lahko 3-krat manj škropili z dosti večjim efektom. In bi ne onesnaževali, manj škropil bi porabili, samo povezati se je treba. Nič ni treba narediti. Nič, bom rekel. Samo povezati se je treba. In to je en tak zelo plastičen primer, kako lahko sodelovanje pomaga. In to velja tudi pri podjetništvu. Evo. Ja, prosim. Pa bom jaz naredil korak naprej. A je kdo že dal to pobudo? Ta in ta dan vsi škropijo tukaj. Tako da, Aleš, spet. In druga zadevca, samo kot tolažbo gospe Mahne, ki je prej omenjala, da naj se vključujejo mlade. Občina Koper v svojih razpisih ima ekstra točkovanje
pri enem razpisu, tam, kjer so vključeni mladi, tako da evo, nekje se je začelo. Ker priznam, da v državnih razpisih še nikjer nisem videl, je pa res, da jih ne berem vseh. Ne. Jaz bi se navezal na to, kar sem že prej nekako razmišljal, kar sem svoje razmišljanje delil z vami, in predvsem to, da se moramo zavedati, kje smo, lokacijsko, se pravi geografsko, Slovenija kot del neke srednje Evrope, kot del Evrope. Mislim, da se premalo tega zavedamo. Premalo, po mojem mnenju, je premalo želja in resnih iniciativ, da bi mladi si šli ne samo turistično gledati to Evropo, pa predvsem preko teh dveh programov, ki je gospodična Cunk omenila. Za primer naj povem, da sem pred 3-4 tedni slučajno gostil 3 študentke iz Belgije, ki sta na preko Erasmus programa na Univerzi na Primorskem, in seveda preko formalnosti mene seveda zanimalo, kako se tukaj počutijo, kaj mislijo sploh o soštudentih iz Slovenije. In njihovo opažanje, moram reči, da je bilo zelo podobno mojemu opažanju. To pa je, da so žal študenti izredno pasivni, niso voljani navezovati stikov in imajo izredno velike težave pri komunikaciji v angleškem jeziku. Ko sem slišal tudi to, da da ostajajo prosta mesta za študente Univerze na Primorskem, ki bi se želeli vključiti v različne programe Erasmus+, me je to še dodatno presenetilo. Skratka, ta pasivnost, ne vem, jaz vseeno nisem toliko star, ni toliko nazaj, ko sem študiral, vendar vsi smo se želeli iti v tujino, pa smo bili že takrat del samostojne države, spoznati prakse, način življenja, kajti nesmiselno je, da gre Slovenija odkrivati toplo vodo in iskati neke samostojne poti. Jaz mislim, da je prav, da smo odprti, še bolj odprti, da se čim bolj povezujemo s tujino, da iščemo nenazadnje tudi službe v tujini ali pa iščete, da je cel svet vaš trg in da se po pridobljenih izkušnjah seveda z veseljem vračamo domov. Skratka, to željo te odprtosti, te širine so same študentke v njihovem opažanju videle. Verjamem, da je to mogoče skregano z neko splošno prepričanostjo, vendar mogoče en izziv za raziskovalne institucije, da preverijo, če je temu res tako in koliko velja, da je obala toliko odprta za medkulturno razmišljanje. Očitno temu ni tako, kot se radi govorimo ali pa se radi promoviramo. Ne glede na zgodovino, ne glede na sestavo lokalnega prebivalstva. Moje razmišljanje glede tega strahu odhajanja, osamosvajanja otroka izhaja iz okolja, to pomeni iz družine. To je to, kar podaja moje mnenje, opažam, da je starše strah nenehno za svojega otroka. In v tem strahu želijo imeti v vsakem trenutku informacijo, v vsakem trenutku vedeti, kje je in predvsem eno strašno željo dobrega počutja. In to se začne in tako se otrok tudi razvija. In to ostane, ne? In zato otroci v bistvu, ko odrastejo, niso pripravljeni iti v, recimo, na Erasmus+, ker tam si delijo kopalnico, tam si delijo sobo, tam nisi več sama, ne? Ker doma je pa to ugodje. Ne? In mi smo jih naučili nekje živeti v enem lepem ugodju in vsak trenutek lahko jim tudi pomagamo. In če je otrok drzen in radoveden, bo šel. Če pa tega ni, pa bo rekel, sej, bom že šel, ampak ne zdaj. Jaz bi to potrdil, ker na enem drugem dogodku,
ko smo imeli pa to temo, v bistvu nedavno v Izoli, je bilo pač prav rečeno, da nehajmo se ukvarjati z otroci, kaj je narobe z njimi, ker v bistvu problem je v starših in se je treba začeti ukvarjati z starši, ki v bistvu povzročijo to, da je nekaj pol narobe pri otrocih in moram reči, da to gospa ravnateljica venomer na vsakem dogodku šole tudi poudarja in moram tudi reči, da v bistvu z drugimi starši, ko se jaz pogovarjam, ne razumejo vsi tega pozitivno. Ja, tako da v bistvu, ampak dobro, to bo morda za drugo priložnost, da razglabljamo. Zdaj ob koncu ne vem, če ima še kdo kakršnokoli misel, ki jo bi želel izpostaviti. Lahko me prekinete, ampak zaključki v bistvu bi bili, da dejansko definitivno se strinjamo, da v bistvu pri nevladnem spodbujanju podjetnosti in ustvarjalnosti v šolah v bistvu je veliko priložnosti, torej tako finančnih kot ostalih. Potrebno bo še v bistvu prodreti morda tudi z dobrimi praksami, ki so bile tudi danes izpostavljene tudi še v druga okolja. Glede raziskave, pač če medkulturno osveščenost bomo rekli, upam, da boste to poglobili še Aleš pri v bistvu razumevanju tega, ampak definitivno pa se lahko strinjamo, da glede dela v skupini in organiziranosti tukaj v bistvu se tudi kaže priložnost za nevladni in neformalni sektor, da lahko pomagajo šolam pri spodbujanju tovrstnih veščin in za konec bi rekel, dajte vsi otroke vpisati v tabornike.